Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Matej Avbelj. Jaz upam, da se slišimo. Sem predstojnik katedre za evropsko pravo, Jean Monnet katedre za evropsko pravo na Novi univerzi in vas prav lepo pozdravljam na novi, kot imamo navado reči, izvedbi ediciji Evropskega akademskega foruma. Tokratni Evropski akademski forum bo posvečen vprašanju pluralnosti Evrop v Evropski uniji. In iztočnica za to, kot ste lahko prebrali že na vabilu, ki smo ga razširili po spletu in med zainteresirano publiko, je dejstvo, da nekako bo letos minilo 34 let od padca Berlinskega zidu, torej od trenutka, ko naj bi se končala zgodovina, ko naj bi prevladal liberalni demokratični pravni red v svetu kot celoti in ko naj bi predvsem Evropa dočakala tisto, po čemer je dolgo hrepenela vse od konca druge svetovne vojne, torej da bi postala celovita, svobodna in v miru sama s seboj. Seveda že na prvi pogled današnje dogajanje v Evropi, če izpostavimo tu še posebej seveda protipravno rusko agresijo v Ukrajini, torej ukrajinsko vojno, ugotovimo, da Evropa kot takšna še vedno ni celovita, svobodna in v miru sama s seboj, že če govorimo na kontinentalni ravni. Prav tako pa obstajajo številni razkoli, številni problemi, številne težave tudi znotraj Evropske unije kot dela tega evropskega kontinenta. Seveda pri tem ne smemo biti skrajno pesimistični. Nasprotno, Evropska unija, proces evropskega povezovanja je izjemen projekt. Ogromno je bilo doseženega. Evropska unija se je tudi v zadnjem času, kot bomo lahko slišali v današnji razpravi, izjemno dobro, učinkovito, uspešno odzivala na vse krize, s katerimi je bila soočena. Toda po drugi strani pa so te krize pokazale tudi na več ali pa morda celo na globlje razkole, kakor smo jih poprej razumeli. Zlasti imam v mislih tu ekonomske razkole na relaciji sever-jug, pa tudi izjemno močne vrednostne razkole na relaciji zahod in vzhod. In zlasti te vrednostni razkoli na relaciji zahod-vzhod so tudi tisti, ki so ustvarili precejšnjo krizo demokracije in pravne države, krizo ustavne demokracije, iz katere se Evropska unija vse do danes še ni izvila. Na to dogajanje v Evropski uniji pa ima, hočete ali nočete, vsak del Evropske unije, vsaka država članica Evropske unije, kar je spet normalno, nek svoj pogled. In zato danes govorimo o pluralnosti Evrop v Evropski uniji. Evropska unija je seveda ena sama, pogledi na njo so pa zelo različni, tudi vizije Evropske unije so zelo različne, včasih torej se tako razlikujejo, da govorimo lahko že o razkolih. Z našima današnjima sogovornikoma se bomo pogovarjali, zakaj se je to stanje v Evropski uniji zgodilo, kako se izviti iz teh razmer in ali vendarle v Evropski uniji obstaja glede kakšnih tem tudi enoten pogled, nek prekrivajoči si konsens, kam z Evropsko unijo v prihodnje. To so težke teme, na katere nima nihče enoznačnega odgovora. Prepričan pa sem, da sta današnja sogovornika izjemno kvalificirana za iskanje odgovora na to vprašanje, ne samo iz teoretične plati, oba sta tudi akademsko izobražena, sogovornica Smiljana Knez je doktorica, gospod Leon Marc je magister, sta oba tudi zelo pisoča, vendar pa sta oba prav tako izjemna strokovnjaka iz prakse, zlasti diplomatske prakse, kot bom razložil v nadaljevanju. Uvodoma moram še opravičiti kolegico dr. Ano Polak Petrič, ki se nam bi tudi morala pridružiti na temu forumu, pa ji žal to ni uspelo, ker mora prisostvovati pri obisku angleškega kralja v Nemčiji in seveda razumeli bomo, da
Evropski akademski forum na Novi univerzi ne more tekmovati z njegovim visočanstvom. Dobro, šalo zdaj na stran. Dovolite mi torej, da najprej predstavim naša sogovornika, s katerima se bom danes v nadaljevanju tega foruma pogovarjal. Želim pa si, da se ne bi z njima pogovarjal samo jaz, temveč kot vselej odpiram to razpravo tudi za vas, poslušalce in poslušalke, in vas vabim, da svoje vprašanja, komentarje zastavljate v našem chatu, tako da jih bom jaz lahko izbezel iz naše klepetalnice in jih zastavil našima gostoma. Zdaj pa predstavitvi gostov. Najprej začnem z dr. Smiljano Knez, ki je karierna diplomatka in od decembra 2022 zaseda izjemno zanimivo in pomembno mesto posebne odposlanke ministrice za zunanje in evropske zadeve za podnebno diplomacijo. Kot karierna diplomatka ima res bogate izkušnje na področju diplomacije. Preden je od avgusta 2019 do decembra 2022 delovala kot svetovalka predsednika Republike Slovenije za zunanjo politiko, je bila med leti 16 in 19 veleposlanica Republike Slovenije na Hrvaškem, med leti 2011 in 2015 pa na Češkem. Še predtem je bila na Češkem kot namestnica veleposlanika, podobno tudi v Združenem kraljestvu med leti 2002 in 2006. Od leta 2006 do leta 2012 ter v letu 2015 je v zunanjem ministrstvu vodila področje človekovih pravic in leta 2008 v sklopu predsedovanja Slovenije v Svetu Evropske unije je vodila tudi delovno skupino Evropske unije za človekove pravice. Sicer je diplomirala iz sociologije na Ljubljanski univerzi, magistrirala na King's College London in doktorirala na Ljubljanski univerzi leta 2013. Je tudi prejemnica velikega častnega reda za zasluge Italijanske republike. Torej, evropejka v pravem pomenu besede, ki ima prav gotovo veliko deliti na današnjo temo že iz svojih izkušenj iz pretekle kariere. Podobno velja za gospoda Leona Marca, ki je trenutno veleposlanik v sektorju za Azijo in Oceanijo v Ministrstvu za zunanje zadeve. Predtem pa je bil veleposlanik na Češkem, Nizozemskem, nerezidenčni veleposlanik na Portugalskem ter odpravnik poslov na Irskem. Na ministrstvu je med drugim od leta 1999 do danes vodil sektor za jugovzhodno Evropo, bil odgovoren za področje hibridnih groženj in kibernetske varnosti, vodil pa je tudi komisijo za višji diplomatski izpit ter odredil deklaracijo in strategijo slovenske zunanje politike iz leta 2015. Diplomiral je sicer iz elektronike na University v Londonu, SOS, pa magistriral iz javnih politik in javne uprave. Je tudi precej pronicljiv avtor več del aktualne in strokovne vsebine. Naj pa v tem kontekstu zlasti omenim njegovo zadnjo knjigo, ki je pravkar izšla pri založbi Old Castle Books z naslovom Illiberal Europe. In tudi ta knjiga, to sem prepričan, bo danes dobra iztočnica za razpravo. In glede na to, da sem bil že kar dolg v tej uvodni predstavitvi, ampak kaj hočemo, ko imamo tako kvalificirane goste, je se spodobi, da se jih temeljito predstavi. Zdaj pa res začenjamo z današnjo razpravo in tako za iztočnico bi najprej vprašal dr. Knezovo, kako vi vidite danes in kako razumete aktualno stanje v Evropski uniji? Moramo nanj gledati s pesimizmom, neko realno dozo optimizma, oziroma kako vi, torej na podlagi svojih preteklih izkušenj, ocenjujete to točko leta 2023, v kateri se je po vseh viharjih znašla Evropska unija? Najlepša hvala. Iskrena hvala za vabilo in predvsem pozdravljam nadaljevanje poglobljenih razprav o evropski sedanjosti in prihodnosti. Saj vemo, konferenca o evropski prihodnosti je izzvenela brez nekih resnih nastavkov za kontinuirano razmišljanje o tem, v kakšni Evropski uniji želimo živeti. Pokazala je na pluralnost pogledov,
pa tudi na njihovo sorodnost in bližino, tako da se splača na vsake toliko časa pregledati, kaj so ljudje prispevali v to konferenco. Bila pa je nedvomno nek najbolj odprt in vključujoč projekt v Evropski uniji doslej, vendar je, to je pa treba priznati, umanjkala resnejša in poglobljena politična debata o institucionalnem ustroju Evropske unije. In tako se konferenca tudi ni dotaknila neke širše razprave o stanju evropske demokracije. In zato so taki dogodki, taki pogovori, ki jih tudi organizirate pri vas, seveda izjemnega pomena. Vaša iztočnica je citat o želji po Evropi, ki bi bila celovita, svobodna in v miru sama s seboj, in seveda ugotovitve, da ni necelovita, manjka na primer geografsko zaokrožanje na Zahodni Balkan, da so mnenja o tem, ali je zares svobodna, deljena in da z vojno v Ukrajini ni v miru sama s seboj. Seveda pa vedno vemo, da se pogovarjamo po eni strani o Evropi kot kontinentu in po drugi strani o Evropski uniji. In za Evropsko unijo vseeno velja nekoliko drugače. Je v miru sama s seboj, kontinent pa ne. Druga iztočnica bi lahko bila nekaj let nazaj izrečena misel vaša, profesor Avbelj, s katero se strinjam. Namreč, da je medsebojno priznavanje pravice do različnosti in sprejemanje slednje bistvo normativnega, etičnega in političnega sistema, ki ga imenujemo pluralizem. In pluralizem pa je bistvo Evrope in predpostavke njenega dolgoročnega obstoja. In po mojem mnenju se ves čas vrtimo okrog vprašanja, koliko različnosti in pluralizmov prenese Evropska unija. Kako globoke so še lahko razlike in katera področja te razlike lahko zajemajo, da ohranimo ali celo krepimo enotnost EU. Je pluralnost identiteta, del identitete Evropske unije? Jaz bi rekla, da je, ampak spet se vračamo na to, do kakšne mere. Kot ste že sami uvodoma omenili, je v preteklih letih se ustvaril vtis, da so temelji Evropske unije precej razmajani. Strah pa je bil pred poglabljanjem teh procesa delitev, pa je bil po mojem mnenju delno neutemeljen. Nekaj teh razpok je seveda trajnejše narave, ampak vseeno vemo, Evropa je kontinent zelo različnih zgodovinsko pogojenih družbenih tradicij. Evropska unija pa je po drugi strani projekt miru in poskusa premoščanja teh razlik. Je projekt iskanja skupnih imenovalcev in poudarjanja tistega, kar nas združuje in povezuje. In s tem pristopom, to je bil pristop, s katerim so se evropske države pridruževale Evropski uniji. Tudi proces našega vključevanja v Evropsko unijo je bil proces ugotavljanja razlik, seveda, ampak prilagajanja na neko novo stvarnost. Seveda pa kot članica to stvarnost tudi sooblikujemo. Kako močno smo jo sposobni oblikovati, pa ni odvisno samo od naše geopolitične teže, ampak tudi znanja in ambicij. Zdaj, seveda, v teh letih, ki so, recimo, zadnjih 15 let, je šla Evropska unija skozi precej hude krize. Evropska finančna oziroma svetovna finančna kriza med 2008 in 2011-2012 in potem kriza ilegalnih migracij so dejansko globoko zarezale v Evropsko unijo, tako po ločnici sever-jug, bolj varčne, manj varčne oziroma bolj sproščene države, kot vzhod-zahod. Ta ločnica se mi pa zdi, da je pa dejansko se izjemno potencirala v času vrhunca krize z ilegalnimi migracijami. Po drugi strani so pa zunanje grožnje, kot je na primer COVID, pa potem zlasti protipravna ruska agresija na Ukrajino, pa med zunanje izzive, bi jaz rekla, lahko štejemo tudi podnebno krizo, te pa Evropsko unijo nekako povezujejo oziroma prispevajo k temu, da pri posameznih državah,
institucijah prevlada ta potreba po skupnem, da je prevlada interes oziroma res tista primarna potreba delati kompromise samo, da smo enotni, da smo močni. In to je bilo, se mi zdi, v precejšnji meri tudi doseženo. Se pravi, da je Evropska unija o pojavu nekega skupnega sovražnika v narekovajih je sposobna strniti vrste, notranje, ko pa pride do teh notranjih ločnic, je pa nekoliko težje. In seveda nihče ne garantira, da se take te notranje krize ne bodo še pojavljale. Prve naznake vrnitve nekega razkola med varčnimi in bolj sproščenimi državami je bilo že morda začutiti ali pa zaslutiti ob težavah ameriških bank in švicarske Credit Suisse. Tako da sigurno se bo pojavljalo še marsikaj, tudi na istih osnovah, kot čemu smo bili priča v preteklosti, ampak kljub temu se mi zdi, da je Evropska unija trenutno v dobri kondiciji, boljši, kot je bila pred pandemijo, da je tega zavedanja, da je to, pa tukaj ni treba biti nek politični idealist, ampak lahko rečemo prv skozi usta političnega realista, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se je zgodilo našemu kontinentu. Tako da v tem trenutku mislim, da je Evropska unija na enem morda teh svojih vrhuncev te moči pa enotnosti, ne? Ampak zaradi teh zunanjih pritiskov. Kako bo šlo to naprej? Kdaj se bodo, ker seveda vse države nimajo v vseh niansah enakega mnenja, niti glede vojne v Ukrajini, ne? Kaj šele glede drugih vprašanj. Ampak v tem trenutku pač prevlada potreba po tej enotnosti. Tako da jaz bi ta uvodni del zdaj zaključila na tej točki, pa rajš mogoče odgovorim na kakšno vprašanje. Hvala. Super, najlepša hvala za ta, kako bi temu rekli, optimistični realizem ali pa realistični optimizem. V vsakem primeru cela kopica iztočnic, na katere se bomo lahko potem obesili še v nadaljevanju. Bi pa zdaj povabil vas, magister Marc, da še vi predstavite svoje videnje, bi se tudi vi pridružili stališču dr. Knezove, da je v bistvu Evropska unija danes nekako, zahvaljujoč seveda tem zunanjim pritiskom, na nekem vrhuncu enotnosti v primerjavi sploh zavedajoč se kriz, skozi katere je v preteklosti šla. Kako vi vidite današnjo situacijo v Evropski uniji? Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala tudi z moje strani za vabilo. Ja, v tej osnovni tezi dr. Knezove bi se pridružil. Mislim, da je zagotovo to, s čimer je zaključila, namreč te dve točki, da je Evropska unija najboljše, kar se je v Evropi zgodilo že v zadnjih stoletjih, bi lahko rekli, in pa tudi, da je danes v boljši kondiciji, kot je bila recimo pred covidom. Mislim, da je to zelo res. Kar se bojim je, da je to neko zatišje pred viharjem, ne? Tako kot je rekla že dr. Knezova, Evropa se nekako spravi skupaj, ko obstaja neka zunanja grožnja, neka zunanja kriza. To smo zdaj videli tudi recimo ob ruski agresiji na Ukrajino, kjer se je pokazala ne popolna, ampak skoraj popolna enotnost. Ampak bojim se, da v ozadju do naslednjega, recimo morda upajmo bolj mirnega obdobja v nadaljnjih odnosih, da bo še naprej, da bodo tlele te razlike, bodisi med severom ali jugom, ali pa med vzhodom in zahodom, zlasti ta slednja se mi zdi posebej zanimiva. In ko sem prebral naslov tega današnjega webinarja Pluralnost Evrop, sem se takoj spomnil na debato, ki je zdaj mogoče sicer nekako v ozadju, ampak je bila pa zelo, mogoče v zadnjih par letih, izredno živa glede vladavine prava, glede razumevanja vladavine prava v Evropski uniji. In tam se je pokazalo, da obstaja več Evrop, več razumevanj te vladavine prava, da obstajajo mogoče različne vrednote tudi znotraj Evropske unije,
In to je seveda problem, ker Evropsko unijo naj bi povezovali skupne vrednote, skupno razumevanje vrednot, skupno razumevanje vladavine prava. Temu, čemu smo danes priča v Evropski uniji, vidimo, da pravzaprav na prvi pogled imamo več multikulturnosti, Evropa je bolj multikulturna, bolj je pozorna do različnih identitet, do različnih individualnih pravic. Po drugi strani pa se, po mojem opažanju, pluralnost znotraj Evrope ne krepi. Kje to vidim? To vidim v tem, da zelo veliko govorimo o politični korektnosti, o pomenu politične korektnosti. Do neke mere bi lahko rekli, da se relativizira tudi pomen svobode izražanja. Imamo to debato, ki seveda ni samo evropska, je tudi v celotnem Zahodu, glede svobode izražanja, glede sovražnega govora. In tukaj hodimo po neki zelo ozki brvi med preprečevanjem torej grobega, neprimernega, žaljivega diskurza in na drugi strani pa seveda omejevanjem svobode govora. Veliko je tudi debate v celotnem EU-ju, v celotnem Zahodu o slabostih, šibkostih liberalne demokracije. In to pravzaprav v trenutku, ko se povsod po svetu, deloma tudi v Evropi, pa krepijo avtoritarni pristopi v politiki. In, kar je mogoče tudi zanimivo, v političnem procesu na Zahodu se vračajo ob tej večstrankarski liberalni demokraciji, katere šibkosti se izpostavljajo, se vračajo elementi korporativizma. Ja, civilna družba, njen izjemen pomen, vendar po drugi strani se tukaj v ta politični proces, kot smo bili vajeni, na nek način pa vendarle vrača tudi nek predmodern korporativizem, kar zbuja določeno zaskrbljenost. Skratka, poudarek ni več toliko na klasični liberalni maksimi, da moja svoboda je omejena s svobodo drugega, ampak se vzpostavlja, se zdi, nek nov kodeks, kjer imamo pravzaprav nek neksus človekovih pravic ali pa novih generacij človekovih pravic ali pa nekoliko drugačnega razumevanja preko teh klasičnih človekovih pravic. Potem imamo vladavino prava, poudarjene zasebnosti, privacy, torej predvsem teh pravic v intimni sferi, tako da nekateri avtorji danes govorijo, da živimo v obdobju seksualne demokracije. Tudi je že prej dr. Knezova omenila vprašanje identitete. Vidimo na eni strani pojavljanje identitarnih gibanj, na drugi strani pa razmah politike identitet in pozornost, seveda, ki jih v naših družbah so deležne različne identitete, bodisi na individualni ali pa na kolektivni ravni. In znotraj Evropske unije se sprašujemo, kaj je Evropa, kaj je Evropska unija, tudi se sprašujemo, kaj so naše nacionalne države. Evropska unija je res najboljše, kot je bilo že rečeno, kar se je zgodilo v Evropi. Evropska unija je presegla, kolikor je pravzaprav mogla, nekateri bodo rekli, da celo morda preveč, torej trdnjavo nacionalne države, vendar pa to velja pravzaprav v tej debati na to tudi opozoriti, da seveda nacionalna država ostaja osrednji gradnik mednarodnega reda. Kljub vsem spremembam, ki jih doživljamo, pozitivnim spremembam, seveda ta gradnik ostaja. Zdaj, kaj je v ozadju te krize identitete? Mogoče bi še to omenil, preden gremo na debato. Kaj se je zgodilo? V Evropi so pravzaprav umrli še zadnji veterani druge svetovne vojne, torej peša ta spomin na odpor proti nacifašizmu, ki je bil temelj povojne Evropske unije, povojne identitete Evropske unije. Peša tudi spomin na Schumana in Monneta in druge očete Evropske unije. Zdaj, seveda, sem pa tja v kakšnem zelo slovesnem govoru, kdo še omeni Schumana in njegove ideje, ampak to je pravzaprav samo še del neke folklore. Tega zares več v Evropi ne živimo.
Da ne govorimo o še starejših temeljih evropske civilizacije. In tukaj ne mislim samo na recimo religijsko, krščansko dediščino, ki je sploh problematična ali pa je ne želimo omenjati, jo porinemo na stran, ampak tudi tej humanistični temelji pravzaprav Evropske unije izginjajo. Če pogledamo na primer evropski denar, na njem vidimo mostove, precej brezimne mostove, ne vidimo ne Partenona, ne Koloseja, ne Karla Velikega, ne Moneja, ne Schumana, ne Gutenberga, ne Newtona, ne Lutra, ne Darwina, da ne govorimo seveda o kakšnih evropskih osebnostih iz slovanskega dela, recimo Evrope. Se pravi, že ta humanistična dediščina zbuja neko nelagodje ali pa se sprašujejo, ali bi morda lahko povzročila pri kom kakšne nelagodje. In to je nek problem, s katerim se Evropa nekako ne sooča. No, in da ne govorimo seveda tudi o padcu Berlinskega zidu, ki je bil na začetku omenjen kot izhodišče. Tam nekako do prvega vala širitve leta 2004, mogoče še nekaj časa, je bil tudi ta padec Berlinskega zidu razumljen kot del sodobne identitete današnje Evropske unije. Danes pa temu ni več tako. Vidimo, da se ta širitev problematizira. Pojavljajo se vprašanja, ali je bila recimo ta širitev smiselna, pravilna odločitev. Te dni, recimo danes, mislim, da v Financial Timesu, Simon Cooper se sprašuje, kako bodo ravnali republikanci v odnosu do Ukrajine, ali ne bi bilo boljše tega konflikta na nek način izolirati, in pravi, v neki interpretaciji je Zahod živel čisto udobno v času hladne vojne. Se pravi, tukaj torej ta idealizem, s katerim se je rušil Berlinski zid, se zdaj tudi ruši in ni več del identitete Evropske unije. In tukaj ne gre samo za filozofsko vprašanje, dejansko gre za vprašanje kohezije in s tem tudi moči in globalne relevance Evropske unije in pa zagotavljanja tega, da bomo državljani Evropske unije živeli ali pa dobili tisto kvaliteto življenja, na katero računamo. Zdaj, Evropska unija se tega manjka zaveda, razume, da ne gre samo za filozofsko vprašanje, da gre tudi za preživitveno, pragmatično vprašanje. In kot že omenjeno, od tukaj konferenca o prihodnosti Evrope, pa predhodne konference o Evropi, poskusi Evropske ustave, potem imamo tudi komisarko sedaj za evropski način življenja, ampak treba si priznati, da iz tega, kot je bilo tudi že omenjeno, pravzaprav konkretnih rezultatov, ki bi jih evropski polis začutil, tukaj ni bilo. So bili poskusi z druge strani kreirati evropski polis, naprimer z evropskimi listami, pa vidimo, da pravega apetita za to ni. In morda bi lahko rekli, da sta bila Schengen in evro pravzaprav tista dva instrumenta, tista dva poskusa, ki sta še najbolj pravzaprav se dotaknila povprečnega evropskega državljana, da bi začutil neko povezanost, kaj šele seveda solidarnost, kar je temelj neke politične skupnosti, da čuti solidarnost z ostalimi državljani. Se bom tukaj ustavil, da ne bom predolg, pa potem gremo naprej še pri... Ja, hvala lepa za to izjemno bogato in seveda večplastno izvajanje, marsičesa se bomo lahko še dotaknili, predvsem iz tega vašega izvajanja veje tisto končno vprašanje, ki bi vam ga želel zastaviti res na koncu tega, torej kaj je tisto, kar Evropsko unijo sploh drži skupaj, pa mogoče ne samo Evropsko unijo, ampak celoten Zahod, da ne govorim svet v globalu, ampak s tem bomo nekako skušali končati. Bi se pa navezal na povprečnega evropskega državljana, ki ste ga omenili, magister Marc, to pa tudi zato, ker ena od naših poslušalk nekoliko oponira, pravi si, da se strinja, ona kot poznavajoč razmere po strokovni plati soglaša s tem, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se nam je v političnem smislu zgodilo in da to kažejo tudi izkušnje preteklih kriz. Pa vendar pravi, da ko spremlja pa
razprave med povprečnimi državljani, zlasti na svetovnih, na socialnih omrežjih, pa mrgoli kritik Evropske unije. Zato vas vprašam, dr. Knezova, kako narediti, kako vi vidite ta razkorak, vemo, gotovo, absolutno to poznate, to tematiko demokratičnega primanjkljaja v Evropski uniji, ampak kako nekako prikazati te prednosti, dobrobiti, ki jih ustvarja Evropska unija, tudi povprečnemu državljanu, oziroma kako povprečnega državljana vpeti v ta kolos, ki smo ga zgradili. Vem, da je to nekoliko izven tega, o čemer smo želeli razpravljati, ampak morda na hitro ta intervencija. Ja, v bistvu je zelo relevantna in odgovora na to ni, tako kot ni pravega odgovora na to, kako naj neka vlada, neke države doseže neko popularnost, da ne bojo nanjo letele kritike po družbenih omrežjih. Povsem razumljivo je, da pač so ljudje kritični in pogosto zelo upravičeno. Zdaj, tukaj je magister Marc omenil, Schengen pa evro. Meni osebno se zdi, da sta to te dva res izjemno močna elementa, ki so jih ljudje najbolj začutili v svojem življenju. In marsikatere mlajše generacije nimajo tega spomina niti, da je nekoč bilo treba prehajati meje z potnimi listi znotraj Evropske unije. Podobno velja za evro. In zato je Schengen tako zelo, pravzaprav, ampak Schengen je majhen bolj na udaru zaradi ponovne uvedbe nadzorov nad notranjimi mejami. In zato je zaskrbljujoče, ko se odločevalci ne zavedajo tega, kakšen pomen ima ta Schengen in evro za ljudi, za njihovo dojemanje Evropske unije. Seveda Evropska unija je tudi, so evropska sredstva, pa tudi tam so potem kritike, kam gredo, pa kam ne gredo. Jaz bi tukaj mogoče neko svoje mnenje podala, kje jaz vidim en problem, resen problem Evropske unije in se pa delno navezuje na to, kaj vzhod lahko prinese v Evropsko unijo. In to je ta naša izkušnja. Izkušnja življenja v večnacionalni državni tvorbi, to je bila že Avstro-Ogrska, to je bila seveda Jugoslavija, to je bila tudi Češko-Slovaška in načina njihovega razpadanja. In kaj so zdaj te lessons learned? In ena od teh lekcij je sigurno, da centrala, se pravi prej Beograd, zdaj Bruselj, ne sme postati samo zadosten zaprt sistem, ki ne sliši potreb svojih članic. In tukaj pa imam jaz osebno občutek, ker pač sem, kot je bilo omenjeno uvodoma, bila zelo močno vpeta v evropske politike, sicer konkretno na področju promocije človekovih pravic v zunanji politiki, ampak ravno pred in po Lizbonski pogodbi. Tako da je ta primerjava, ta razlika med tem, kaj so prej države članice prinašale v to politiko in kako je potem bilo kasneje, je seveda zelo jasna. Tako da se mi zdi, da gremo v smer, da je ta trdnjava Bruselj, da se ustvarja vtis, čeprav morda ni vedno upravičen, da je preveč samozadosten, zaprt vase sistem. To bi bila moja osebna kritika, verjamem pa, da je tudi poslušalka bi verjetno imela povsem konkretne kritične misli, ampak morda za zdaj toliko. Hvala, pa mi dovolite, da nadaljujem z vami, da malce postojimo še zdaj pri tem vprašanju zlasti tega razkoraka med vzhodom in zahodom. Vidva sta res edinstveno usposobljena, da mi pomagate najti odgovor na to vprašanje, ker sta bila v svoji diplomatski karieri v različnih obdobjih, tako na zahodu kot na vzhodu, v Združenem kraljestvu, na Češkem, na Irskem, na Nizozemskem, pa na Češkem, pa na Hrvaškem. Pa me zanima, v tistem času, ko sta bila tam, ali sta morda videla ali pa saj čutila, da nekaj takšnega prihaja, da se torej poraja nek resentiment, torej nek resentment, ne samo eno zoper centralo, Bruselj, ker je nekako v federaciji vedno pričakovano, da
imamo tudi pač efekt tega grešnega kosla, da ko nam ne gre doma, pa s prstom kažemo pač gor na Bruselj ali pa dol na Beograd, pa tja na Dunaj. Ampak tisto, kar skrbi, je v bistvu tudi ta horizontalni resentimo, ne? Konflikti med posameznimi državami so tudi na neki včasih na verbalni, retorični čas, pa tudi na politični ravni, ker precej občutni. A ste takrat, ko ste bili na terenu, a ste videli, da kaj tega prihaja, dr. Knezova? Zelo na kratko ne. Jaz v mojem obdobju 2 mandatih na Češkem, prvo moje obdobje je bilo v času vstopanja v Evropsko unijo, drugo pa 2011-2015. Kar sem jaz zaznala na Češkem, je bilo dejansko, da so imeli relativno pristop, ki je bil relativno podoben britanskemu. Ta rahla, ne ravno evroskepticizem, rahla zadržanost med ljudmi, morda pa tudi med nekaterimi politiki. Ampak ne na način, kot se je potem kasneje kot se je pojavil vtis, da gre za neke delitve vzhod-zahod. Jaz bi tukaj vseeno opozorila še enkrat, v Evropsko unijo se povezujemo oziroma smo se povezale države z izjemno različnimi zgodovinskimi izkušnjami. Nekatere države so postale članice Evropske unije zelo kmalu potem, ko so nehale biti desetletja dolgo vojaška diktatura. Vsaka od, govorim v Španiji, Grčiji, Portugalski, vsaka od držav je prinesla nek svoj genski zapis. In jaz v tej raznolikosti sem jaz vedno imela osebno težave videti tako zelo globoko ločnico, kot so nekateri drugi jo videli med vzhodom in zahodom. Ker je tudi sam vzhodni del, če ga tako imenujem, recimo se je vedno govorila o novih članicah iz leta 2004, to je 20 let skoraj, so velike razlike. In potem so bila obdobja, se to bo veleposlanik Marc Ravnd povedal, tudi znotraj Višegrajske skupine, ko je bila ta na robu razpada, pa je bila potem spet smatrana kot simbol tega vzhoda, ki ga Zahod Evropske unije smatra kot rahlo problematičnega z vidika vladavine prava. Ampak sedaj pa vidimo, da recimo Madžarska in Poljska, do katerih je bil ta zahodni del Evropske unije najbolj kritičen, ta je dejansko na skrajnih robovih trenutno Evropske unije. Ker ključno vprašanje, ki nas sedaj opredeljuje, je odnos do vojne v Ukrajini. In Poljska in Madžarska sta res na robovih, različnih robovih. Tako da tukaj smatrati, da gre tukaj za neke zakonitosti, ki so kar dane, mislim, da je tudi ta vzhod tako raznolik, kot je tudi raznolik Zahod. In pa mogoče še ena ilustracija. Zdaj recimo aktualne delitve, sem prej omenila, seveda govorimo o vojni v Ukrajini, omenila sem podnebno krizo. Oba te dva pojava se tesno navezujeta na energetsko krizo. V energetski krizi imamo neke nove ločnice med državami in aktualne delitve, ki so res hude, mislim, to ni mačji kaša, se začrtujejo na temo med podpornicami in nasprotnicami jedrske energije in med podpornicami in nasprotnicami motorjev z notranjim izgorevanjem. To niso ideološke ločnice, to so zelo pragmatične, zelo interesno utemeljene ločnice, ampak tukaj, na primer, je ta srednjeevropski bazen, vzhodno-srednjeevropski bazen držav v enem vprašanju na liniji Nemčije in v drugem vprašanju na liniji Francije, ki sta pa po obeh vprašanjih med sabo razklani. Tako da, zdaj seveda je to, jaz ilustriram z nekim trenutnim dogajanjem, ampak ki je globje, kot bi morda na prvi pogled mislili. Tako, majčkeno želim relativizirati, ampak kot rečeno, kaj pa lahko pripeljemo, kaj lahko srednja vzhodna Evropa prinese v Evropsko unijo, to je pa ta izkušnja zgodovinska, ki je pa nažalost ne uspemo zares predstaviti zahodnim državam. To bivanje v večnacionalnih in kako občutljivo je to in kako težko je balansirati z identitetnimi vprašanji
in interesnimi različnimi zgodovinskimi okoliščinami in podobno. Ja, hvala lepa. Izjemno zanimivo razmišljanje. Enako vprašanje vam, magister Marc, s to fusnoto, da ko skušamo, to je vsaj moja osebna akademska izkušnja, kot zdaj dr. Knezova opozarjamo na specifične zgodovinske izkušnje srednje in vzhodne Evrope, pozitivne in negativne, ko s tem soočimo recimo akademske sogovornike iz zahodne Evrope, nekako tej zgodovinski razpravi sploh ne želijo prisluhniti. Rekoč, zgodovina nas ne zanima, živimo tukaj in zdaj, če bi Nemčija in Francija razpravljali o zgodovini, kam bi pa prišli? Odpiramo spet tisto Pandorino skrinjico, ki smo jo nekako Schumanovo deklaracijo in pač razvojem po drugi svetovni vojni zaprli. Torej, gospod magister Marc, tudi na podlagi vaše knjige Illiberal Europe, Eastern Europe from the fall of the Berlin Wall to the war in Ukraine, torej in izkušenj, a ste vi videli, da prihaja to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ta razkol med Zahodom in Vzhodom, ki lahko, kot smo slišali, je lahko povsem pragmatičen, ekonomski, ideološki, lahko je pa tudi globoko vrednostni. Kako vi gledate na to? Zdaj, najprej bi rekel to, nekaj tistega entuzijazma evropskega je bilo res v času širitve, tam okrog prve širitve. Takrat je nekaj tega občutka, da evropski zahod in evropski vzhod nekaj povezuje. Potem je to začelo res precej hitro kopneti. Jaz mislim, da je več razlogov za to. Zdaj, Ivan Krastev nekje pravi, da je bila že po padcu Berlinskega zidu dotedajni evropski vzhod potisnjen pravzaprav v to, da kopira, da nekaj prekopira od Zahoda in do neke mere je bilo treba marsikaj prekopirati. Ni imel pa priložnosti, ta pogojno rečeno, bom uporabil evropski vzhod, prinesti nekaj svojega. Dr. Knezova je že omenila izkušnjo več nacionalnih držav, bodisi Jugoslavije, bodisi prej Avstro-Ogrske. Tudi ta izkušnja komunizma, živeti v totalitarni družbi, tega ni uspel, ni mogel pravzaprav evropski vzhod prinesti. Čeprav se ob tem treba tudi zavedati, da izkušnje avtoritarnih režimov so imeli tudi nekatere države, še v 20. stoletju tudi na evropskem zahodu. Tega ni Evropa predelala in ni omogočila, da bi o tem govorili. Ne govoriti o zgodovini, zdaj seveda ta ugovor na nek način je razumljiv. Po drugi strani pa je govoriti o tej različni zgodovinski in družbeni izkušnji nujno, kajti ko se je Berlinski zid zrušil, je družbeni razvoj na Zahodu tekel skoraj povsem drugo pot, oziroma dosegel neko drugo kvaliteto, ne govorim o tem, ali je boljša ali slabša, ampak neko drugo kvaliteto kot na Evropskem vzhodu. V manjši meri morda v Sloveniji, kjer smo pravzaprav že tam od 70 let lahko potovali, smo imeli več tega stika, ampak ne glede na to, ta družbeni razvoj je v trenutku, ko se je Berlinski zid zrušil, je Zahod že začenjal postmoderno. Medtem ko so nove demokracije, nove politične sile, nove politične elite v bivših komunističnih državah govorile o klasičnem liberalizmu. In v tistem trenutku je to še nekako šlo, 20 let kasneje pa ne več. In v tako imenovanih novih državah članicah je ta želja po klasičnem liberalizmu, vrednote humanizma, da ne govorim recimo tudi o krščanstvu v kulturnem smislu, so teme, ki jih še zanimajo, medtem ko se je Zahod pravzaprav že zdavnaj izgubil v postmoderni. In tukaj gre tudi za nek miselni clash, zaradi katerega, ki prispeva k temu sedanjemu razkolu med Vzhodom in Zahodom. Je pa tudi res, da ta populizem, ki ga zdaj nekako vidimo predvsem na Vzhodu,
ima neko racionalo, ima neke korenine, obstaja seveda populizem tudi na Zahodu, levi in desni, in pri nas levi in desni in tako naprej, ampak ima nek vzrok ta populizem ravno v tem, da smo se znašli skupaj v Evropski uniji, da tako rečem, leta 2004, iz zelo različnih miselnih svetov, ker smo bili, poenostavljeno rečeno, 50 let pravzaprav živeli v paralelnih svetovih. In zdaj, a vas smem tukaj prekiniti malce, ampak to je dejstvo. Zdaj me pa zanima, ali vi ocenjujete, da je prišlo v nekem trenutku do strateške politične odločitve strani določenih delov političnega prostora, da se v bistvu s tem vašim opisom se v celoti strinjam in mislim, da je pravilen, da je prišlo potem do politične strateške odločitve, da se te razlike različnih svetov začne potencirati in da se jih na nek način zlorabi za to, da nekdo maksimizira ali pa ukrepi svoj položaj na oblasti. Torej, če smo morda pred tem, ker pač razlike vedno obstajajo, in če so velike, so sploh velike, ampak nekako je pred tem obstajal, mogoče se motim, nek odnos političnih elit, da skušamo graditi na tem, kar nam je skupno. A je prišlo v neki točki, pa ne bomo imenovali nikogar, mogoče do drugačne odločitve, da pa dajmo zdaj to namenoma vrtati v te razlike, da bomo lezli če dalje bolj drug drugemu, zato da na nek način da s tem krepimo svoje zveste podpornike in sistem za ohranimo oblast. Torej, da je v bistvu poudarjanje razlik, zlorabljanje razlik, ki ste ga vi opisali, postalo politični projekt. Kaj mislite? Zagotovo. Populizem, sreča za populiste je ravno to, da lahko izrabijo nekaj, kar ima realno, recimo, podporo. Ni vsiljeno, ni diktatura. In to so dejansko populisti vse povsod, vidimo ne samo na vzhodu Evrope, tudi na zahodu Evrope, vidimo na teh populističnih prvinah, marsikdo gradi svoj politični uspeh. O tem ni dvoma. Res pa je, da so v ozadju neki konkretni problemi, ki niso bili naslovljeni, o katerih se ni debatiralo ali pa se jih je, bi rekel, prehitro okarakteriziralo kot politično nekorektne. Tu je tista fina razlika. Danes je težava ta, ali pristaneš v taboru populistov ali pa v taboru skrajne politične korektnosti. Dejansko pa potrebujemo znotraj Evropske unije, tako med vzhodom in zahodom, kot tudi znotraj naših držav, veliko več poslušanja. Zagotovo so nesprejemljive kakršnekoli skrajnosti, ampak zagotovo potrebujemo več poslušanja, kajti ta odsotnost poslušanja še dodatno podžiga seveda tiste, ki živijo od tega populizma. Res je. Doktor Knezova, kako pa to vzpostaviti? Namreč eden od naših poslušalcev nam zastavlja vprašanje, pravi, da je ta resentiment horizontalni med državami tudi na nek način razumljiv, zgodovinsko pogojen. Nenazadnje različni evropski narodi so svojo identiteto vzpostavili tako, da so se vzpostavili zoper drugega. Pač Slovani so Slovani, ljudstvo črke, Nemci so pa Nemci, ker jih ne razumemo, ker so Nemi, ker ne vemo, kaj pravzaprav govorijo. In zdaj vi ste že omenjali in tudi kolega Marc je omenjal pač ta zunanji pritisk, kar enoti Unijo. Kaj pa navznoter? Poleg takšnih utilitarnih projektov, kot je recimo Schengen pa evro, kaj bi pa lahko navznoter, kateri bi pa navznoter bili tisti stimulisi, ki bi ljudi, državljanke in državljane Evropske unije bolj vabili skupaj, da bi se nekako skoncentrirali na tisto, kar je skupnega, bolj kot to, kar nas razdvaja. Ja, sej tukaj mislim, da gre za nek tak splošnejši problem, da se vedno definiramo, opredeljujemo v odnosu do drugega, v vseh pogledih.
In deloma je bilo na to odgovorjeno tudi skozi vaše prejšnje komentarje, pa skozi to, kar je veleposlanik Marc povedal. Mislim, da gre tukaj predvsem za zavestno odločitev, da se dejansko ne potencira. Seveda se mora govoriti o zgodovini. Mislim, zgodovina nas je oblikovala, je absolutno nerazsodno, če o tem ne govorimo. Gre pa za to, ali kaj zdaj, recimo, na čem delamo? Ali delamo na razlikah, ali dejansko aktivno iščemo neke stvari, ki nas povezujejo. Zdaj prej je bilo omenjeno, da sem bila svetovalka, zunanja politična svetovalka predsednika republike. Nekaj, kar sem izjemno cenila in to še vedno res strašno cenim, so ta dejanja sprave. In to niso enostavna dejanja. Seveda odnosi med Nemčijo in Francijo, jasno, da je bilo to spravno dejanje in oni so zelo dobro poznali to svojo zgodovino, da so lahko jo premagali z nekimi skupnimi aktivnostmi. In nekako, na nek način je bil to tudi vzor predsednikov Slovenije in Italije, da sta naredila neke spravne korake. In to mejno področje, sami dobro vemo iz zgodovine, iz katere se seveda moramo vedno učiti, je, da je bilo vedno je bilo težko živeti na tem območju. Ampak po drugi strani je pa politično lažje pustiti te razlike, pa to težko življenje, kot pa se odločiti in iskati stvari, ki nas povezujejo. In jaz tudi po svoje razumem, na neki ravni razumem, da Evropska unija sama ne želi brskati po zgodovini. Kaj vse bi priplavalo tudi, kot je bilo že omenjeno, v zahodnih državah. Tako da tukaj ne gre res za te delitve vzhod-zahod. Vsak od nas, vsaka družba mora sama upraviti svojo lastno zgodovino. Ampak dobro bi bilo, da to upravi na način, da ne vzbuja nelagodja ali pa nekih, ne bom rekla sovraštva, pač nezaupanja se strani najprej sosedov, potem pa seveda tudi drugih partnerjev v Evropi ali pa svetu. In že ta pristop, že to zavedanje, jaz res vem, da je ta fraza, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se je zgodilo na našem kontinentu, lahko zelo izrabljena in zelo prazna. Ampak je pa v pomoč, da kadar smo v težavah, da se spomnimo na to in si dejansko politiki rečejo, pa dajmo ta problem premagati, ker je pa bolj pomembno, da je Evropska unija enotna, kot pa da tukaj potenciramo razlike, ki med nami so. Poznati jih pa moramo in vedno bodo, te razlike vedno bodo in to je ta neka pluralnost tudi. Ja, hvala. Mogoče bi z vami še nadaljeval, pa potem gremo naprej tudi na magistra Marca. Namreč vprašanje je bilo zastavljeno, vprašanje, ki ima nekako dva dela. En se navezuje na siceršnji vajen pogled na prihodnost Evropske unije, s tem bomo nekako končali. Bi pa zdaj vzeli vprašanje, ki se dotika meja Evropske unije. Zelo lahko vprašanje, s katerim lahko opravimo seveda v minutki ali dve. Vemo, da je to zelo težko vprašanje. Ampak že omenili ste, da Evropska unija ni celovita že iz dejstva te luknje, ki zeva na Zahodnem Balkanu. Vemo pa, da je zdaj ta pritisk protipravne ruske agresije na Ukrajino pohitril tudi perspektive članstva Ukrajine in Moldavije, ki sta pa zelo veliki in še bolj različni državi, kot karkoli zdaj že v Evropski uniji imamo, kar bi utegnilo, če bi do širitve prišlo, še povečati te razlike, pa mogoče še zmanjšati pluralizem v tem smislu sprejemanja teh razlik. Torej, kako vi gledate na prihodnost Evropske unije z vidika njenih meja? Ali je realna širitev Evropske unije na te države, ne da bi Evropska unija najprej znotraj sebe upravila neke reforme? To je podobno kot vrsta vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, dejansko neke sorte večna dilema.
Imamo, to se še zelo močno spomnim iz svojih časov v Londonu, pa potem tudi v Pragi, teh dilem med poglabljanjem in povezovanjem in širitvijo. In so evropske države, članice Evropske unije, ki absolutno, tudi ko smo se mi vključevali v Evropsko unijo, ki so dajale prednost poglabljanju. In bila je, na primer, Združeno kraljestvo je bila ena teh držav, ki je pa izjemno močno zagovarjalo širitev, ne pa poglabljanja. In te tenzije so ves čas prisotne. Z odhodom Združenega kraljestva seveda se je malo tehtnica nagnila na stran tistih, ki zagovarjajo poglabljanje. Zdaj do poglabljanja dejansko ne pride, kar sami vidimo. Ampak ne pride pa niti ne do širitve. In zlasti ta, jaz bi rekla, res nesrečna zgodba Zahodnega Balkana, zelo konkretno, zelo nesrečna zgodba Severne Makedonije in tega, da je pač Evropska unija pristala na način pogojevanja, kot ga je njena članica si dovolila. Kaže na to, da vseeno ima večina morda v Evropski uniji neko figo v žepu, ko govori o širitvi z Zahodnim Balkanom. Zdaj, Zahodni Balkan je razen seveda Kosova pa zdaj Bosne in Hercegovine do določene mere tudi je že nekako v nekem sistemu teh pogajalskega procesa. Ampak medtem ko Ukrajina, Moldavija seveda nista. Zdaj, tukaj pa primarno vprašanje, to, kar seveda ves čas tudi vsi poudarjamo, država ima pravico se odločiti, katero povezavo se bo vključila, in to velja tudi za Ukrajino. Seveda pa potem na tej povezavi, da ugotovi, kdaj skupaj s to državo, kdaj so ti pogoji najbolj optimalni, da se to zares zgodi. Zunanje meje, tako kot ni nikoli končana zgodba, kaj je Srednja Evropa in kje so meje Srednje Evrope, tudi kje se konča Evropa, mislim, da ni enotnih definicij in zaradi tega mislim, da bomo imeli tudi še malo težav ugotoviti točno, do kam ne sega Evropska unija. Hvala. Magister Marče, za vas enako vprašanje, torej vprašanje širitve tega novega dejstva, torej statusa kandidatke za Ukrajino in Moldavijo, sporedno tudi idejni projekt, sestanek je tudi že bil, srečanje tako imenovane Evropske politične unije, kar je Macron predlagal. Kako vi gledate na to? Ja, kot je rekla že dr. Knezova, veliko navdušenje za širitev je včasih skriva tudi neko drugo agendo, za razvodenitev pač Evropske unije. Po drugi strani včasih izgovarjanje na poglabljanje skriva tudi pač neko drugo agendo nepripravljenosti na širitev. Torej, jaz mislim, da ta dva procesa morata teči vzporedno. Res pa je, da pripravljenosti na sprejem novih članic, ki je pa nujna spet za to notranjo kohezijo Evropske unije, ne bo, dokler bo debata znotraj Evropske unije preveč sterilna. Mi se moramo pogovarjati o zgodovini, o kulturi, o različnih tradicijah, kar bo seveda naredilo tudi članstvo drugih držav sprejemljivejše. Tukaj imamo v bistvu v Evropski uniji podoben problem, kot ga potencialno lahko imamo v neki državi, katerikoli državi. Ta notranja kohezija, se pravi, zakaj kot državljan neke države ne problematizira, mi sploh ne pride na misel, da bi problematiziral sistem pač delitve proračunskih sredstev, ker čutim neko podzavestno osnovno solidarnost z vsemi, ki so državljani te države. Nekako čutim, da jim to pripada. Zdaj, videli smo pa na primeru Evropske unije, da je bilo na Zahodu pač neko nezadovoljstvo, recimo z delitvijo kohezijskih sredstev in podobno, ker ni bilo te osnovne občutka sopripadnosti. Zdaj, tukaj ne govorim o tem, o kreiranju evropske super države, ne gre za to, ampak
če želi Evropska unija opreti tiste mehanizme, finančne tudi, ki jih pač ima in dobro, da jih ima, potem jim mora najti seveda nek političen, da ne bom rekel vrednosten temelj, ki bo pri državljanih Evropske unije vzpostavil to osnovno zaupanje, sopripadnosti ali pa solidarnosti z vsemi, ki so državljani Evropske unije. S tem ima pač Evropska unija še problem in s tem imajo problem tudi recimo, če gledamo teoretično, tudi vse tiste druge države, ki so, bi rekel, razpadle ali pa imajo težave z to notranjo kohezijo. Torej, sopripadnost tej politični skupnosti, ali je to država ali pa je to Evropska unija. Na tem bi Evropska unija morala veliko več delati in glede tega je debata preveč sterilna, ja, tudi mogoče zaradi teh zgodovinskih strahov, ampak treba imeti pogum in tukaj smo videli pri prejšnjemu predsedniku Pahorju ta pogum, ki ga je zastavil bodisi glede spravnega procesa z Italijo, bodisi glede spravnega procesa pa nas doma. Ta politični pogum je tukaj nujen, še vedno. Se strinjam. Kdaj pa mislite, da bo nastopil ta čas? Ker resnici na ljubo, težko rečemo, da Evropska unija tega poguma v preteklosti že ni imela. Nazadnje na začetku 21. stoletja se je začel pogodbeni, pa potem ustavni proces, nekako uzurpiran ustavni mandat je bil, debata je bila odprta. Potem pa tista zadeva sicer ni šla čez, pa je bila potem Lizbonska pogodba, ampak od Lizbonske pogodbe dalje, od leta 2009, še vedno traja obdobje nekega razmisleka, kako naprej, ampak enostavno Evropska unija nima priložnosti, da bi zares razmislila. Ekonomska kriza, migrantska kriza, varnostna kriza, kriza vladavine prava, demokracije, pa spet ekonomska kriza, pa COVID, pa potem ko COVID, da ni pa ruska agresija. Kako? A vi mislite, da o predpostavki, da recimo, da se ruska agresija na Ukrajino konča s pravičnim mirom, s takšnim, ki je torej skladen z mednarodnim pravom, da bo potem se oblikovala neka resnična konferenca, ki bi, če hočete, brez dlake na jeziku tudi do ljudi prinesla sporočilo, da bo zdaj pa treba sprejeti neke politične odločitve, da vzpostavimo legitimacijo tudi za širši evropski proračun, ne samo recimo za skupni dolg. A je to realno pričakovati, ali bo realno pričakovati take silom prilike ad hoc odzive na krize, ki Evropsko unijo definirajo? Če jaz nadaljujem, če smem, smo že na začetku rekli, da se Evropska unija bolje funkcionira v krizah. Zdaj, teh kriz se je že kar nekaj nagrmadlo. Zdaj imamo vojno v Ukrajini, imamo tudi to globalno rivalstvo med ZDA in Kitajsko in tukaj Evropa išče neko tretjo pot, mogoče, ne vem. Tako da tukaj je en velik izziv za Evropo. Zdaj, še vedno, prej smo že nekaj visokoletečih stavkov povedali o Evropski uniji in upravičeno, ampak dejansko lahko rečemo, da v bistvu nikjer na svetu ljudje danes bolje ne živijo, nimajo višje kakovosti življenja kot v Evropski uniji. Mislim, to je neovrgljivo dejstvo. In mislim, da iz te zavesti moramo začeti. To je treba ohraniti, to ni samo po sebi umevno. Daleč od tega, žal, veliko ljudi živi v prepričanju, da je to nekako samo po sebi dano in tako več ne bo. Ne bo. Zdaj imamo te procese, smo imeli močan proces globalizacije, zdaj imamo nek poskus deglobalizacije, do kam bo šel, do kam je smiselno se deglobalizirati. To so vprašanja, ki bodo neposredno zadevala kvaliteto življenja vseh v Evropski uniji, njihove dohodke, način življenja in podobno. Zdaj, človek v Evropski uniji je na nek način, treba je to priznati, je razvajen in nima tega pred očmi. Zdaj, v Sloveniji smo mogoče nekoliko oddaljeni od te debate, ker smo dovolj majhni, da pravzaprav pri nas z nekim zamikom
pridejo spremembe, dogajanja, ki se pač zgodijo recimo v naših najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah. Tako da mi se nekoliko morda zanašamo na to, da bodo drugi večji našli rešitve in od teh rešitev se bo tudi za nas našlo tisto, kar potrebujemo. Tukaj mogoče smo nekoliko bi lahko pokazali več odgovornosti, seveda ne moremo prevzemati več odgovornosti, kot jo seveda država s temi omejitvami imamo, ampak vendarle, tukaj morda preveč računamo na to, da se bo že nekako išlo in da bodo drugi to uredili. Ampak mislim, da smo na tisti ravni, na tisti stopni razvoja mednarodnega, kjer bi seveda morali o teh navedenih vprašanjih razmišljati z veliko več odgovornosti, z veliko več zaskrbljenosti tudi. Hvala lepa. Naj zdaj izkoristim pa to iztočnico za zadnje vprašanje še za dr. Knezovo. Prej smo že govorili, kaj je tisto, kar Evropsko unijo lahko zveže skupaj, eksterno in interno. In predstavljam si, da tisto, s čimer se vi zdaj ukvarjate, torej podnebna realnost, če tako hočem reči, to je na eni strani je eksterna in interna stvar. In verjetno bi bil to ta nek narativ trajnosti, zelenosti, odgovornosti Evropske unije, ne samo do sebe samega, ampak tudi do sveta kot celote, bi bil lahko en takšen vzvod tudi za kreiranje neke evropske identitete vsem našim razlikam navkljub. Kako vi na to gledate iz te svoje sedanje specifične funkcije? Ja, morda samo ena misel na vaše prejšnje vprašanje. Mislim, da seveda se bodo krize tudi znotraj Evropske unije in razlike se bodo pojavljale in poglabljale. Omenili ste pravičen mir, ko bo dosežen v Ukrajini. Se bo izplavalo vprašanje vloge Rusije v evropski varnostni arhitekturi in bo zelo delilo. Tako da teh področji, kjer bomo imeli kaj za investirati, mislim, kjer bomo morali investirati v to skupno evropskost, bo res zelo veliko. Zdaj nekaj, kar nas sigurno združuje in kar potencira ta naš občutek pomena Evropske unije kot prostora miru, da je v miru sama seboj, je dejansko ta bližina vojne. Ta je, se mi zdi, z njeno pomočjo je priplaval ta strah, ta primarni strah, da se kaj takega lahko zgodi tudi znotraj. In zato mislim, da je zdaj nekoliko več volje za premagovati razlike. Ko gre načelno za razpravo o prihodnosti, ali se bo ponavljala, ali se bo pojavljala, ja, je potrebna na evropski ravni, ampak je potrebna tudi v vsaki družbi, in jo tudi v Sloveniji zares nimamo. Tako da se mi zdi, da take razprave, kaj sploh naša družba želi, bi lažje potem tudi se pogovarjali na evropski ravni. Kar se tiče prehoda v trajnostni razvoj, ja, Evropska unija je tukaj res relativno ambiciozna in se kaže kot en lider, ima neko vodilno vlogo na svetu. Kljub temu, da se posledice podnebnih sprememb pa neki učinki na evropskem kontinentu kažejo še vedno bolj sporadično, v obliki seveda čedalje pogostejših poplav, požarov in podobno, ampak še vedno ne tako hudo kot marsikje drugje po svetu. Tako da tukaj to vlogo poskuša igrati, ampak že ta energetska kriza je pokazala, da to, kar sem omenila prej, da bo treba še nekaj volje, ker recimo Evropska unija se je zavezala, da bomo nekako počasi se odpovedali fosilnim gorivom, ampak vemo, da se ponovno odpirajo rudniki. In jasno, da to šibi neko zunanjo, neko pozicijo Evropske unije v svetu, ker Evropska unija s temi istimi zahtevami o odpovedi fosilnih goriv prihaja tudi v družbe, ki so pa življenjsko odvisne od tega. Tako da to je vedno neka dinamika, koliko daleč lahko gremo, koliko smo notranje res konsistentni, trdni, koliko se znamo izogniti
očitkom dvojnih standardov in podobno. Sigurno pa je ta trajnostna agenda, se pravi podnebna kriza in vse, kar prinaša, ima en velik potencial potencial, da poenoti Evropsko unijo, za razliko od kakšnih drugih, ki jo vlečejo narazen. Ampak tudi tu je potrebno veliko individualnih naporov in zavedanja, da se je treba sklepati kompromise. Hvala lepa še za ta vaš zadnji odgovor. Obema se zahvaljujem za individualni napor v tem smislu, da sta sprejela moje povabilo, da sta se danes udeležila te, moram reči, izjemno prijetne razprave, v kateri sem sam zelo užival. Lahko bi jo še nadaljevali. Nekaka šala je, da vsaj v akademskem svetu, da nikdar ne vabi diplomate, ker diplomati so po naravi stranirani tako, da ne povedo ničesar, kar bi lahko bilo kakorkoli problematično. No, tu, ali pa o čemer bi lahko, kar bi lahko razburkalo vode, vidva sta prav gotovo velika izjema, ki morebiti potrjuje to pravilo iz akademske šale. Skratka, jaz se vam zelo zahvaljujem za to vajino sodelovanje. Glede na število vprašanj, ki smo jih prejeli, tudi publika potrjuje, da so bili vajini odgovori nadvse zanimivi. Tematika nas ne bo kar tako zapustila. To so, na nek način imamo srečo, da živimo skozi ta čas, ki nas izziva s temi velikimi vprašanji, s temeljnim vprašanjem, kako znotraj vseh teh razlik, ki nas delijo, vendarle izoblikovati neke skupna stališča. In ravno to je tisti pluralizem, za katerega se zavzema tudi ta Jean Monnet projekt te katedre na novi univerzi. Torej, bistvo pluralizma ni samo v tem, da poudarjamo razlike, ampak da znamo s temi razlikami živeti tako, da ustvarjamo neko skupno dodano vrednost. In to dodano vrednost je naše današnje druženje zagotovo ustvarilo in še enkrat se vam najlepše zahvaljujem in upam, da kmalu spet do prihodnjič tudi v živo. Lep pozdrav!